O visokem šolstvu komentar dneva Matej Makarovič. Kot eno od verjetnih področij konfrontacije v slovenski javnosti in politiki se kaže visoko šolstvo. Težko bi bilo naključje, da si je prav to področje kot ministrski resor izbral predsednik druge največje vladne stranke, ki bi si lahko v sedanji oblasti sicer izbral katerikoli položaj razen premierskega. Je mogoče, da bi tako vrhunski politik zase izbral področje visokega šolstva in znanosti samo zato, da iz njega umakne politiko? Bolj verjetno so na obzorju drugačni premiki. V zadnjih letih so se v več regionalnih središčih razvile nove visokošolske institucije, ki so študentom omogočile redni študij brez šolnine. A vsem to pač ni všeč. Še posebno ne starim univerzam, ki so bile s tem prikrajšane za možnost izkoriščanja študentov v okviru svojega izrednega študija. Zakaj bi namreč nekdo danes za drag denar izredno študiral v Ljubljani, če lahko brez šolnine študira tudi v domači regiji? Zato razumem bes rektorjev slovenskih univerz, ne morem pa odobravati njihovih motivov, pohlepne želje po ohranitvi in obnovi lastnega monopola. Najbolj sprevrženo pa je, ko se želja po monopolu skriva za frazami o kakovosti. O kakovosti poskušajo pridigati iz ljubljanske univerze, kjer se en profesor naenkrat ukvarja s stotinami študentov, kjer iz klavrnih znanstvenih dosežkov mnogih profesorjev ni mogoče ugotoviti, kako so sploh prišli do habilitacije, kjer zaposleni sami priznavajo, da je študij postal industrijska proizvodnja. Če prav razumem rektorje starih univerz, je zanje kakovost predvsem bleščeča zgradba, ki jo plačamo davkoplačevalci. Zame je kakovost nekaj drugega. Individualno delo s študenti, delo v majhnih skupinah, raziskovanje in dobre znanstvene objave. Tudi minister Golobič rad govori o kakovosti. Kmalu pa bomo videli, kaj si pod tem v resnici predstavlja. Če misli s kakovostjo iskreno, se lahko z njim samo močno strinjam. Če pa je kakovost zanj floskula, namenjena političnemu računu z odločnimi institucijami in varovanju starih monopolov, bo prinesel v akademsko sfero novo in skrajno škodljivo politizacijo.